Za nami je 15. vrh kmetijskih in živilskih podjetij. Pravzaprav želimo vsako leto postreči z analizo stanja za preteklo leto, kajti to so čisto sveži podatki, objavljeni konec maja in agrarni ekonomist dr. Aleš Kuhar jih vedno skrbno analizira in pripravi pregled poslovanja živilske panoge. Zagotovo so trendi, te ključni ekonomski trendi, pozitivni, zmerno pozitivni. Skratka, stabiliziral se je sektor v smislu prihodkov, ki so celo realno nekoliko zrasli. Zelo pozitivni trendi so na izvozni aktivnosti, okrog 5% realna rast prihodkov na tujih trgih in tudi izvozna usmerjenost povečuje. Skratka, sektor se je na nek način stabiliziral. Kaj so razlogi za to, je seveda pozitivno zunanje okolje, kar se pa tiče rezultata, se pravi izida poslovanja, pa predvsem zaključek tako imenovane pijačarske zgodbe, ko smo jih v narekovajih poimenovali. Skratka, tam ne prihaja več do teh izrazitih ukrepov, finančnih ali računovodskih ukrepov, ki so bili potrebni zaradi prestrukturiranja. Skratka, sektor zaključi pozitivno to leto z neko zmernim pozitivnim izidom. Kaj pa izziv naprej? Ključen izziv je to, da se v bistvu celotna veriga, predvsem pa v regijskem smislu, globalno, predvsem pa regijsko, se zelo spreminja tempo dogajanj. Na novo se na nek način postavljajo regionalni centri ali pa regionalni upravljalska jedra. Slovenija je tle zelo dolgo časa igrala precej napačno zgodbo nekega avtarktičnega zaprtega ekonomskega sistema na področju kmetijstva in živilstva, kar nas zdaj na nek način to kar počasi začne drago stati. Veliki problemi se pa lahko zgodi, če tukaj ne bomo res zelo aktivno obrnili neke razvojne paradigme in začeli bistveno bolj ekspanzivno v pozitivnem smislu in na zdravih temeljih razmišljati. Se pravi, zelo veliko razmišljati o konkurenčnosti, zelo veliko razmišljati o pospešenih izvoznih aktivnostih, razvoju. Skratka, te klasične, na prvih straneh učbenikov imamo te navodila napisane, ampak zdaj je treba na nek način zbrati energijo pa jih začeti udejstvovati v agroživilstvu v Sloveniji. Trenutno je vse usmerjeno k cilju, da dobre rezultate iz lanskega leta, iz leta 2014, ko imamo eno najvišji stopenj rasti v kmetijstvu in prelomno dogajanje na prehranski industriji, ki je po dolgih letih ponovno poslovala pozitivno, beleži 6% rast izvoznih aktivnosti in stabilno zaposlitev, da se ti pozitivni trendi letos nadaljujejo. Uvajamo letos novo kmetijsko politiko, ki pomeni proizvodno vezavo, to je, kar si je sektor želel. Konec leta bodo tudi prvi večji razpisi, ki so tudi pomoč za posodabljanje, za nove investicije, za inovacije tudi v industriji in jaz si želim, da bi vse te vzvode tudi slovenska prehranska podjetja izkoristila. Seveda pa vedno želimo dodati nove, zanimive teme, ki so nekako tudi teme, ki so v tistem času aktualne. Nesporno smo še vedno, kljub temu, da je Slovenija v zadnjem letu in pol doživela odboj, ki je evropsko med 3-4 državami v evroskupini, se je vedno treba zavedati, da niti evropska, niti globalna kriza še ni končana, da je agroživilska panoga seveda tista, ki je po svoje zelo močno zasidrana v vsaki nacionalni ekonomiji, da pa je hkrati zelo občutljiva ravno na dogajanja, ki so povezana predvsem z finančnim prestrukturiranjem, konec koncev tudi z generiranjem tako imenovanega efektivnega povpraševanja potrošnikov, ki so koristniki seveda agroživilskih produktov. Tako da je bil moj sklep takšen, da moramo predvsem videti v obstoječih še vedno kriznih razmerah. Opozoril sem seveda tudi na to, da lahko v naslednjem letu ali lahko tudi v mesecih pričakujemo zelo resen finančni sunek, spravi nov finančni pok, kajti razmere na finančnih trgih so zelo podobne tistim leta 2007-2008 in to bo seveda lahko dramatično vplivalo morda na določene pogoje gospodarjenja v velikih integracijah, kot je Evropska unija in seveda tudi v posameznih državah, kot je recimo Slovenija in seveda tudi na posameznih sektorjih, katerega danes pravzaprav tukaj predstavljamo. Tako da je vse odvisno pravzaprav od tega, da se nekako zavedamo, kakšne so naše razvojne možnosti, da skušamo pravzaprav napraviti naše poslovne in makroekonomske politike čim bolj robustne in da seveda skušamo
čim bolj učinkovito odgovoriti na nove krizne izzive, pa hkrati tudi na nove priložnosti, ki jih je pa vendarle nekaj in mislim, da ste tudi v teh uvodnih ekspozejih pokazali, da je nekaj lučk na koncu predora tudi v vaši panogi. In prav veselje nam je bilo, da je gospod Butorac, ki prihaja iz Ekonomskega inštituta, predstavil, kakšna je hrvaška živilska industrija. To je industrija, ki konkurira na trgu za slovenskimi izdelki in prav je, da jo poznamo. Pa evo, nedavno Ekonomski institut Zagreb je proveo jedno istraživanje pod naslovom Makroekonomska analiza izvozne konkurentnosti hrvatske prehrambene industrije. To je prvo istraživanje u Republici Hrvatskoj u kojem se procjenjivali efekti, učinci hrvatske prehrambene industrije na ostale sektore, učinci na ukupnu proizvodnju, učinci na zaposlenost i na izvoz i kakvi su učinci što se tiče izvozne konkurentnosti na segmentiranim međunarodnim tržištima. Ono što smo mi pokazali, rezultati naših istraživanja su potvrdili da prehrambena industrija u Hrvatskoj ima strateški značaj. Ako raste potražnja za proizvodima prehrambene industrije u Hrvatskoj za 1 milijun kuna, onda naš ukupni BDP, ukupna vrijednost proizvodnje raste za 1.960.000 kuna i moguće je zapošljavanje dodatna 2 radnika. Inače, što se tiče položaja na međunarodnim tržištima, uočljiv je proces da nakon 2008. godine dolazi do značajnog usporavanja izvoznog rasta na svim segmentiranim tržištima i do pada izvozne konkurentnosti. To svjedoči o jakom intenzivnom konkurencijskom pritisku na svim međunarodnim segmentiranim tržištima, kojem Hrvatska potrebno da bude i cjenovno i kvalitetno konkurenta, odnosno da bude bolja od drugih da bi uspjela. Seveda izdelke je treba vedno plasirati v trgovine in zato trendi in pa spremembe, ki se dogajajo v trgovinah, so prav gotovo zelo pomembni. Gospod Riba, ki prihaja iz Londonskega inštituta za potrošniške raziskave in pa za analize v trgovini, je predstavil, kaj se dogaja v posameznih trgovinskih verigah na področju centralne in pa jugovzhodne Evrope. Tako da nekako smo s tem delom zaokrožili ta poslovni del. So when we look at the global trends which we could implicate here in Central Eastern Europe and ex-Yugoslavian region, I would mention 2 trends. One of them is healthy living and well-being. So shoppers want to have much more information about the origin of the product, about the quality of the product, and how they want to get the support from the retailer and producers to live much better, much healthier. And another trend is related to its transparency. So we will see that retailers will ask manufacturers much more to show them where is the product coming from, how the product was produced, what kind of ingredients they have, in order to show the shopper that this is a good quality product and maybe ask a bit more margin for it. V vsakem srečanju želimo dati še kakšno predavanje, ki je mogoče malce out of the box, se pravi nekaj novega, novo razmišljanje. Takšno razmišljanje, ki ga lahko menedžeri tudi vzamejo domov v žep in potem ob priliki malo razmišljajo o tem. Tako da razmišljanje dr. Purgove o tem, kakšen je voditelj sodobne živilske industrije in kaj na vse je treba paziti, nas je nekako postavili v realnost, da na koncu vendarle treba biti poslovnež in človek. Vizija je seveda najpomembnejša, ampak mislim, da so komunikacije tiste, ki manjkajo Slovencem in to smo tudi malo danes opazili, ne? Jaz mislim, da vsak človek, ki nekaj zinovira, ki nekaj ve, mora znati to takoj predstaviti, takoj navduševati ljudi s tem, ne? Ta emotivnost mora priti do izraza ampak jaz sem vsekako zelo ponosna na nje in mislim, da imajo velike šanse, da uspejo tudi na širših evropskih tekmovanjih. S tem čutom nas je popeljala potem v finale današnjega srečanja, ko smo podelili glavno nagrado Ekotrofelja Slovenija 2015. To nagrado se je priborila ekipa Promi, se pravi z novim živilskim izdelkom v mlekarskem sektorju. To je izdelek, ki ima veliko inovativne note in s katerim se bodo študentje udeležili tekmovanja v Milanu, se pravi evropskega tekmovanja Ekotrofelja Europe 2015. Ja, za nas je vse bilo to zelo presenetljivo. Mi prvič, cela ekipa, tekmujemo na tovrstnih tekmovanjih, zato smo presrečni, nepripravljeni sicer, ampak se že veselimo Milana. Zakaj mislite, da je prav vaš izdelek danes bil prvi? Mislim, da je pri nas zares prevladovalo timsko delo, smo študentje iz različnih fakultet in vsak je dodal tisto, kar je potem na koncu privedlo do zmage. Kaj pričakujete v Milanu? Ne vemo še, iskreno se še nismo pogovarjali, upamo, da bo zanimivo.
pa da mogoče koga novega spoznamo in si odpremo pot za naprej. Z tem zaključujemo današnje srečanje. Jaz verjamem, da so udeleženci, katerih 100 je bilo, izkoristili čas tudi za druženje, za networking, seveda za tisto poslovno kramljanje, ki je vsakodnevno izredno pomembno.